Veselimo pa se tudi intervjuja. Z nami je že naša današnja zadnja gostja, Dora Kaštrun. Novo stripovsko ime na slovenski stripovski sceni. Dora, lepo pozdravljena. Živijo. Torej, zelo smo veseli ljubitelji stripov, da imamo novo stripovsko ime na sceni. Ne vem, če tebi toliko to pomeni kot nam. Glede na to, da si pa res sveža v tem, me zanimajo pravzaprav vse od tvojih začetkov dalje. Kdaj si začela res risati, kdaj si se odločila, da greš na ilustracijo na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje? Kje se je torej začela ta tvoja pot? Ja, verjetno sem po moje tako kot mnogi pač risala že od otroštva. Pa ne vem, mogoče sem ostala v tem zato, ker te starši pohvalijo, pa vidiš, wow, delam nekaj prav. Tako da ne vem. Pa sem se odločila za oblikovno šolo v Ljubljani, s tem bolj risarskim programom. Ne vem, nekako me je skozi vleklo na to likovno smer. Tako da pol sem to končala, pa za študij ilustracije sem se pa odločila, ker mi je en profesor na oblikovni predlagal, Karel Plemenitaš, da bi mogoče bila ilustracija zame. Tako da sem si šla to pogledat, pa se na koncu nisem potem na nobeno drugo stvar upisala. Pri upisovanju na faksko, ker sem na to v bistvu sem dala ilustracijo pod edino možnost. Pa ti je uspelo potem iz prve? Ja, je bilo. No, super. Ja, zdaj delaš magisterij, kako daleč si? To me tudi babica skozi sprašuje. Ja. Zdaj za magisterij delam animacijo. Imam veliko že napisan, teoretičnega dela. Imam tudi zgodbo že dorečeno, ki mislim, da je kar luškana, lahko rečem. Jo je tudi pomagal narediti en scenarist, Klemen Berus. Tako da moja je bolj ta osnovna tema zgodbe, pa so jo pa še dovršila z njim. Tako da mislim, da bo ful zanimiva zgodbica kot taka. Zdaj moram pa sam še se usesti dol pa animirati zares. Aha, tako zgodboris imaš že narejen, vse scenarij. V kateri meri pa se v bistvu zdaj, ko nekaj imaš že izkušenj iz animacije, v kakšni meri pa se spreminja zgodboris za stripe ali za animacijo? Je veliko razlik ali je več podobnosti? Za strip ali pa za animacijo, ja, ne moreš reči mogoče, da je čisto isto, ampak se mi zdi, za animacijo ne rabiš se toliko poglobiti. No, upam, da ne bo zajezni animatorji. Ampak tako, za animacijo lahko več stvari ti zraven dopišeš. Gre tja, ta zvok se sliši, tako, več si pomagaš z nekimi puščicami, medtem ko pa za strip moraš pa bolj se posvetiti risbi, kaj bo narisano. Ker pač je risba tisti glaven element, ki govori pa pripoveduje zgodbo. Na kakšen način pa delaš? Delaš starošolsko na roke ali imaš kako svetlobno tablo, na računalnik mogoče? Zdaj bom na računalnik. No, tudi prejšnjo animacijo, ki sem jo naredila, je bila na računalnik. Zdaj, tista je bila dosti tako s programom narejena, z After Effectsi, ta bo pa malo več tako te starošolske tehnike. Super. Ja. Kaj pa strip? Kako je pa strip nastal z Žabci? Pa čist spontano, tako, ne vem, enkrat v kuhinji sem dobila idejo ti si verjetno prebrala, boš vedela, tistega, ko reže čebulo in potem ga drugi Žabec vpraša, ja, jočeš zaradi čebule, ne, in je pa on tako, ne, prst sem si odrezal. Ne vem, ti si bil tako nek momentalni navdih, ne vem kako je čisto prišlo. In pa se je to res zgodilo v resnici takrat na putu? Ne. Katera od drugih stripov temelji na resničnem dogodku? Mogoče ne na dogodku, ampak na kakšnih resničnih pogovorih pa. Ne vem, kdaj pridem do idej, tako da se z nekom pogovarjam, pa smo pa tako, to bi lahko bila fora, recimo. Sam se moraš spomniti, potem še zapisati. Ja. Sam mislim, da imamo vsi tako ful, pač nasplošno neke ideje, pa neke smešne situacije v glavi, pa sam razlika, ali si to zabeležiš, pa ali narediš nekaj iz tega.
Si jih še beležiš, mogoče pričakujemo kakšne nove žabce? Ja, sem si. Grejo naprej, tako da upam sam, da bo full idej. Ja. To bi bilo super, ja. Potem pa čez 10 let tako integralna izdaja 10 žabcev. Jas. Ampak tako že za te prve žabce, ko mi je Anja rekla, da bi naredila knjigo, pač nisem vedela, ali bom imela toliko idej za celo knjigo. Ampak sem rekla vse nja. Pa pač je. Koliko si imela? Zgodba, legenda zdaj že pravi, da si se prijavila pravzaprav za postavljavko strani, potem pa, ko so videli tvoj portfolio, so rekli, kaj če bi ti raje naredila kar cel strip. In koliko si imela takrat pravzaprav žabcev v tem portfoliju za pokazati? V portfoliju sem jih dala, kaj pa vem, okrog 8, kaj tacga, ne spomnim se dobro. Ampak nasplošno sem jih pa imela narejenih 15, mogoče 20. Ampak pa so isto izgledali kot zdaj, to rožnato ozadje? So bile skozi roza zelene, ampak sta bila malo drugačna. Sem jih pol malo spremenila, pa ločila sem jih bolj, da se vidi, da sta druga, prej sta bila ful podobna oba dva. Tako da sem malo prilagodila za lažje branje. Zdaj en manjši, drugi večji. En je v nekem trenutku mama. Je to ta ista žaba? Ker ponavadi se ti dve žabi sta ponavadi, ki sprejemata vloge. V nekem trenutku je pa potem neka žabja mama. Je to tudi ena od obeh žab? Drugače bi lahko bila. Mene to ne moti v bistvu, da jih razumemo, kot da one dva pač lahko tu nekem starem grškem gledališču igrata in ženske in moške vloge. Ampak ja. Se pa malo loči to, no. Na začetku sem še bolj hotela njima dodeliti čisto vse, ampak mogoče zaradi lažjega razumevanja sem pol dala še nove like zraven. Zakaj prav žabe? To je zelo ljubljansko od tebe. Ja, se je to. Mogoče zato, ker sem jaz Gorenjske, pa sem prišla v Ljubljano, pa sem zdaj neka taka gorenjska žabarka. Zdaj te doma te kličejo za žabarko, verjetno. Malo so me hecali, ja, tudi to je. Ampak drugače žabe, ne vem, hotela sem, da je neka žival, ki je dosti tako prisotna tukaj, ki jo poznamo vsi. Pa da ni neka to zdaj puhasta luška na živalca, ampak da ima vse neko svojo avtonomijo. Malo so tudi podobne ljudem, vsaj tako, ko jih jaz narišem, sta dosti človeška. Ja, v bistvu so še velikosti iste kot ljudje, ne? Ker potem psi so kar manjši, pa pingvin je manjši. Ja, ful sta človeška, če tako pogledaš. Sicer, kar se tiče pingvina, se mi zdi, da je požel veliko zanimanje in slavo, tako kot naprimer v Madagaskarju, v animaciji, kjer so glavni igralci sicer eni drugi, ampak tisti pingvini so vendarle zasloveli in zdi se mi, da se isto dogaja s tvojim pingvinom. Zakaj prav Razočarani pingvin, Marko? Pač rabila sem nek nov lik še dodati za neke druge vloge v teh stripih. In potem sem nekako iskala, katera žival bi najmanj pasala zraven. Pa sem jih našla pač na Antarktiki, te pingvine, ki sem mislila tako v realnosti, koliko je možnosti, da se pingvin pa žabe srečajo. Pa so, po mojem, so dosti smehne, no. Vprašanje, če se ne bi končalo z slabo za žabe, no? Ja. Kako pa to, da si se odločila potem še druge, tudi ljudje so v nekem trenutku v stripu zraven, takrat v trgovini za oblačila. Ja. Naprimer, kako to, da si se potem odločila? 2 žabi očitno nista bili dovolj. Ne, nista bili dovolj. Mogoče zato, ker si nisem nikoli omejila, kakšne zgodbice hočem imeti, ne vem, nisem si nikoli omejila na lokacijo ali pa na tematiko, s čim se bosta ukvarjala. Tako da si pustim dodajati zraven pač karkoli rabim. Pač karkoli, da štos pač deluje. Nekako tako. A je to pravzaprav Žabci, zdaj so zbirka kratkih stripov. Si kdaj že prej imela tudi objavljen kak strip? Objavljen prav ne, tako kratki, recimo spet v enem časopisu, ampak tako prav, da bi imela daljši strip, pa ne. Sem pa delala za diplomo strip.
Lahko kje vidimo? Ni objavljen. O čem pa je bil tisti strip? Tisti je bil pa tako nek uvod v biografijo mojega pradedka in sem naredila v bistvu tako, da je nekak strip brez besed. Da se zgodba bere nekako s temi gestami. Jo boš dokončala, kdaj bomo izvedeli biografijo tvojega pradedka? Verjetno, če bi zdaj začela, bi se lotila po moje od začetka, pa naredila bolj dovršen scenarij ali pa kaj takega. Tisti je bilo tudi spet dosti spontano, imam te zgodbe. Kako je na akademiji, pravijo, da ni prav veliko profesorjev, ki bi ti lahko na primer pomagali pri stripu. Si imela tudi ti sama takšno izkušnjo? Mislim, pri meni je tako, da se niti nisem ful zanimala za strip zares po defaultu, ampak pa sem kar nekako pač se znajdla pri stripu. Ampak je pa zdaj en profesor, recimo Damjan Stepančič, ki se pa bolj ukvarja s stripom, pa mislim, da tudi učino, malo več imajo teh. Tebe ni imel? Meni je imel samo za risanje in slikanje na koncu. Je šele pred, ne vem, par let nazaj prišel nekako. No, super, Dora, zaenkrat najlepša hvala. Na kratko bomo pogledali oglasna sporočila, potem pa se vrnemo. Dora ostaja še z nami, ostanite z nami tudi vi. Lepo pozdravljeni nazaj, z nami je še vedno Dora Kaštrun, novo ime na stripovski sceni. Držim pesti, da boš na stripovski sceni tudi kaj ostala. Imaš kakšne mogoče že ideje za v prihodnje? Se vem, da je to nehvaležno vprašanje, potem, ko si ravno kar izdala marca svoj prvi prvenec Žabci, ampak vseeno, imaš kakšne ideje v tej smeri? Mogoče imam idejo tako še za neko zbirko na podoben način, ampak če bom to delala, bo tako čist neodvisno, pa bom videla, kam me zapelje, ker ne vem, recimo strip zmeri nekje mene pobere nekako, nikoli nisem jaz taka ful silen vanga, ampak se nekako zmeri srečava, tako da jaz se dosti pustim glede teh stvari, pa glede projektov, kakor pridejo. Pa rada rečem ja ponavad. No, super, dragi gledalci, ste slišali, kar je rekla, ne, lahko držite za besedo. Strip si rekla, te vedno tako malo zagrabi spotoma. A si ti kdaj brala kakšne stripe, ki so mogoče vplivali na te, tako vsaj zaradi raznolikosti risbe, zaradi scenarija od otroštva dalje? Pa iskreno ne veliko. Mogoče ne glih odgovor, ki bi bil mogoče Mikija Mustra vsaj ali nekaj? Ja, ne, v bistvu nisem velik. Šele kasneje sem jih začela in sem pa bolj te stripe za odrasle ali pa risoromane. Ne vem, Shantown mi je najbolj tako ljubši, pa njegov The Arrival, Prihod, tisti mi je tako super. Ne vem, Hugo Cabret to smo na faksu spoznali. Tako da ja, v bistvu sem na faksu začela tudi malo več stripe gledati pa brati. Je torej domače branje na Akademiji za likovno umetnost strip? Tudi, ja. No, to pa je zagotovo nekaj, kar nas lahko razveseli. Če se vrnemo še malo k Žabcem, gre torej za na založbi Vige Vage knjige piše, da je šlo za tvoj cinično razumevanje sveta, ki ti s humorjem pravzaprav pomaga skozi težke trenutke. Je torej humor nekaj, kar nam lahko pomaga skozi težke trenutke? Eni drugi bi spet rekli, da je mogoče humor nekaj, kar potem prikriva resnico teh težkih trenutkov. Kje se najdeš ti na tej lestvici? Jaz mislim, da glih pokaže resnico, samo na drugačen način, kakor smo vajeni. Na nek tak način, ki nas preseneti in pol glih zaradi tega tudi zabava. Tako da mislim, da se tako ukvarja z nekimi temami, ki so sodobne, pa ki se tičejo vseh nas. Ja, te teme v Žabcih so pravzaprav kar odprte, čez 10 let bojo verjetno še vedno aktualne. Ja, upam, ja. Upam. No, ker ja, tako na mimogrede pravzaprav vpletaš tudi teme, naprimer religije, ne, žaba, ki veruje v Boga. To je bilo nekaj novega, naprimer. Ali pa žaba s psom, ki spominja na
poraženca druge svetovne vojne. Ja, ne vem, ne cenzuriram se toliko, no. Pač izkoristim vse, kar je okrog nekako za te ideje, pa za zgodbe. Se mi zdi, da se ne smemo izmikati določenim temam. So te uredniki, ki je usmerjali, kaj bi bilo dobro, ste mogoče kak strip vrgli ven? Ja, smo jih kar nekaj vrgli ven, pa se strinjam s temi, ki smo jih dali ven, so bili z razlogom. Ampak niso bili te razlogi toliko tematske narave, ampak bolj pač, ker mogoče štos ni tako dobro deloval. Za temi štosi, ki so pa zdaj notri, ste pa vsi stali? Ja, jaz mislim, da ja. Upam. Kako je bilo pa tebi skozi ta proces izdelave knjige? Naprimer, prijavila si se za postavljalko strani, zdaj si verjetno tudi sama postavljala strani? Ja, sem, ja. Pa Eva Mahkovic je tudi bila zraven pomagala. Ja, to pač je nekaj, kar smo se naučili na faksu in mi ni težko. Boš s tem tudi nadaljevala mogoče zdaj pri Vige Vage knjigah ali kako ste se potem zmenili glede tega? Mislim, da ne, ampak če bomo nadaljevali, bomo z Žabci 2 nadaljevali, po moje, tako jaz vidim zdajle. Niso pa še omenjali ničesar v tej smeri? Ne, ker zdaj imajo svojo postavljalko. Pa mislim, da jim zelo dobro postavlja. Sicer pa zdaj si naenkrat veliko v medijih. Je to prijetno, nekaj novega, mogoče drugače? Si bila pripravljena na to? Nisem mislila, da bo toliko. Nisem to pričakovala, da bom toliko. Ampak ja, sem zadovoljna. Veliko lažje je imeti te intervjuje tako ne prek kamere, v časopisu pa to. Ampak evo, tudi zanimiva izkušnja. Je nekaj prvič zame. Te je že kdo ustavil na ulici, si mogla kaj podpisati? Ne. Mogoče bom jaz koga ustavila. No, seveda, zakaj pa ne, konec koncev. Vendarle, ja, striparji, saj veš, veljajo za ljudi, ki so ponavadi bolj sramežljivi stereotipno, ne? Zdaj za animatorje verjetno velja dosti podobno. Mimogrede, animacijo svojo si imela tudi že na festivalu animiranega filma Animateka. Bo ta animacija, ki pripravljaš za magistrsko nalogo, tudi prijavljena na Animateko? Boš poskusila, da se tudi kje na festivalih predvaja ali je bolj šolsko mišljena? Ne, sigurno bo. Je mišljeno tako, da gre ven v publiko. Ta prejšnja animacija je bila v sklopu študentskega programa? Ja, imeli smo prav cel semester samo animaciji posvečen in nas je Andrej Kamnik, mentor, tako zelo lepo peljal čez celoten proces, res od začetka do konca, kar mi je bilo zelo všeč, ker nisem mislila, da je animacija lahko nekaj, kar mi rata. In pol je bilo dejansko zanimivo videti pol nek končen izdelek. Nisi bila prepričana za animacijo, nisi bila prepričana za stripe, zdaj delaš oboje. Kaj si pa prej delala? Si ilustrirala bolj za knjige, za namen objave v knjigah? Mogoče to je bil nek moj prvotni namen, ko sem šla na ilustracijo na ALO-ju, da bi delala otroške knjige, ampak pa sem nekako tam v bistvu spoznala, kaj vse lahko je še ilustracija, da lahko delaš ful več različnih stvari, kot samo otroške slikanice ilustriraš. Tako da pač neki projekti prej so bili pa zelo različni. Tudi slikanice, ampak ne vem, delala sem pa tudi večje poslikave na stene. Kje pa lahko to vidimo? V Celju, v Mariboru, v Tušplanetih sem imela dosti, v Šmarjeških Toplicah, v hotelu Športov Točec. Malo me je povsod. No, super. Kaj pa v knjigah? Katere knjige si že opremila? To so bile za eno mojo kolegico, ki je sicer v samozaložbi izdala, sem ji neko poezijo ilustrirala. Potem je bila neka knjižna brošura, ki je na koncu niti nisem dobila zares, ki ne bi mi jo poslala, ampak je zginila nekje. Ampak se ne sekiram, ker to je bilo že toliko pred
toliko časa nazaj, da so tako, ok, v redu je. Vemo, kdo je, ga lahko pozovemo, če ga kdo pozna, da pošljete Dori, prosim, knjigo, v kateri ima objavljene svoje ilustracije, da jo lahko mogoče tudi mi vidimo. Ne, se je v redu. Ne vem, kaj je bilo pa tako s tem projektom naprej, tako da je v redu. No, super, važno, da se nekaj le dogaja. Jaz vsekakor upam, da bo tudi animacija uspela tako dobro, ampak za animacijo porabiš verjetno več časa kot za strip. Kako je to koliko časa si pravzaprav potrebovala za Žabce, naprimer? Pri Žabcih sem najdalj časa zbirala ideje, pač to je potekalo tako vsaj dobro leto. Pol samo izdelavo na koncu, to je bilo pa zelo hiter narejen, ampak zato, ker sem imela že vse skice pripravljene, tako da finiš je bil tako zgoščen v kratkem časovnem obdobju. Kaj pa samo risanje? Koliko časa, naprimer, si risala? Risala sem pač vse te slike, ki jih vidimo noter, to je recimo en mesec bilo. En mesec vsak dan dela? Ja, vsak dan. Vikendi všteti. Se pravi, si nisi pustila nič časa za dihanje vmes? Malo sem si, ampak je bilo tako. Je bilo stisnjeno. Ampak se pol vidiš, koliko lahko narediš v bistvu, ko se res sfokusiraš. Se mi zdi, mogoče nas umetnike treba malo prisiliti v eno časovnico, da se pa zgodijo stvari. Da imate tisti zadnji rok, da le oddate. Ja, datumi morajo biti nujno. Rekla si, da so Žabci narejeni na računalnik, kaj ne? Pa si še vedno izbrala videz, da izgleda kot pa, da so pravzaprav narisani na roko. To je zanimiva kombinacija. Na računalnik lažje je risati. V bistvu sem dobila sredstva iz enega nekega nagradnega natečaja za animacijo in sem si pa s tem kupila tablico za risati. Tako da je hitrejše za popravljati stvari, hitrejše za kadrirati. Zato sem se odločila, ker sem imela pač toliko in toliko časa, je bila pač digitalna tehnika primerna za to, da to izpeljem. Sicer ti je ljubše na roko risati? Pa tehnike menjam skozi, rada preizkušam različne, tako da jo pa tudi prilagajam jo glede na vsebino tematike ali projekta. Zdaj animacija bo na kak način narejena, že veš? Bo tudi digitalno. Nam lahko mogoče zaupaš, zakaj bo šlo mogoče? Pa rajš bi to pol razkrila, ampak mogoče okvirno gre za neko preobrazbo, skozi katero se zgodi spoznanje. Tako kot starogrški Ovid, metamorfoze. Ja, bo kar dobesedna metamorfoza. To je pravzaprav zelo povezano z živalmi, ki si jih zdaj obravnavala v stripu. Tudi one doživljajo vse od tega, da plavajo po vodi, do tega, da živijo nad vodo in skačejo naokoli. Dvoživke so v bistvu zelo zanimive tudi v smislu spola, kakor se jih ti lotevaš. Nikoli ne vemo, ali gre za žabca, za žabico. Pravzaprav sploh ni pomembno. Se mi zdi, si jih tudi mogoče zato izbrala. Prebrala sem nekje, da si rekla, da zaradi tega, ker so dvoživke, lahko živijo več življenj. Ja, imajo to neko dvojnost zaradi tega njihovega načina bivanja. Se mi zdi, da so kar hecne. Pa malo, zato ker tudi so skrivnostne. Ne vem, ko jih pogledaš, po mojem, tako težko dorečeš, kaj si ona zdaj misli točno. Pri ostalih živali se ti zdi, da veš, kaj mislijo. Pa dobro, mogoče tudi ne. Čisto za konec, si kdaj pomagala kakim žabicam tam čez večno pot ali kaj podobnega? Pa nisem jih toliko srečala. Če sem jih srečala, so bile bolj tako na nekih takih obgozdnih poteh, pa se mi tako da se jih niti nisem toliko dotikala. Nikoli ne veš. Malo pa si jih. Ne vem, smešne so mi tako, ko kdaj jih vidiš, kako pač stoji sred poti, pa ne ve, a bi šla, ne bi, ne vem, tako hecne so mi. Ja, in hecne si jih narisala tudi v Žabcih, ki jih vsekakor vam, dragi gledalci, priporočam, da jih preberete. Založba Vige Vage knjige jih je izdala in gre res za, ali so že cel mesec zunaj? Tam nekje? Ja, tam nekje. Tam nekje.
No, vsekakor lahko več o njih izveste na spletni strani založbe Vige Vage knjige. Dora, najlepša hvala za današnji obisk v studiu. Nadejam se, da ob kakem novem umetniškem delu te spet pogostimo. Hvala tebi. Tako. Vi pa tudi še ostanite z nami. Po oglasnem bloku si bomo privoščili še zadnjo današnjo porcijo aktualnih novic.